In zdaj gremo na temo očetov. Bom par stvari izpostavil. Bomo potem tudi kako odlomek iz Svetega pisma prebrali. Torej, očetovstvo, to je zelo velika tema. Bog, Sveto pismo pravi, da je Bog ustvaril svet kot oče. In ta očetov pečat nosi vse stvarstvo. Glejte, kar pravi recimo apostol Pavel v Efežanih. Svoje kolena opogibam pred očetom, po katerem se imenuje vsako očetovstvo v nebesih in na zemlji. Torej, očetovstvo se ni začelo z tem svetom, z stvarstvom. Očetovstvo je obstajalo v nebesih že od nekdaj. Ni se torej začelo na zemlji v času zgodovine. Ampak Bog si je stvari tako zamislil, da je v bistvu Božje očetovstvo že od nekdaj v nebesih. In ta oče je oče našega Jezusa Kristusa, sina. In naslednja stvar, to se mi zdi zelo pomembno, zato ker danes se vidite, v kakem zmišljenem svetu živimo. Danes več niti ne smeš imenovati, da je nekdo oče, ampak 1 in 2, neke številke. Ampak to mi vidimo zdaj, v kaj gre ta napad. Ta napad gre v točno tisto, kar je Bog postavil. In druga stvar, med očetom in sinom je en intimen odnos. Oseben odnos. Janezov evangelij se začne v začetku, torej pred vsakim časom, je bila beseda, torej Jezus, in beseda je bila pri Bogu. Oče in beseda Janez in Jezus sta bila v osebnem intimnem odnosu. Od vekomaj. Torej v Bogu ni le očetovstvo, ampak je tudi odnos. In potem vemo, da je ta oče poslal svojega sina na svet. In mi velikokrat ne vemo, zakaj je ta oče poslal svojega sina. In tukaj obstaja negativni in pozitivni vidik tega poslanja. Negativni vidik je bil zelo velikokrat v cerkvi poudarjan in je zelo pomemben, ni pa edini. Negativni cilj tega poslanja je, da je torej Jezus plačal kazen za naše grehe in nas odrešil. To izpovedujemo. Da bi nam torej Bog odpustil in da bi mi z očetom bili spravljeni, da bi se ta pregrada zaprla in da bi se nam odprla pot v nebesa. Pozitivni cilj tega prihoda je pa, da nam je razodel Boga kot očeta. In da bi mi postali član te družine. In to velikokrat pozabljamo. To se je velikokrat ta pozitivni vidik tega očetovstva pozabljal. Glejte, kaj pravi Janez 17:26. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih in bom jaz v njih. Torej, katero ime je Bog, je Jezus prišel razodeti svojim učencem? To ni bilo sveto ime Jahve. To so Izraelci že 14 stoletij poznali. JHVH. Jahve. Pomeni, Jezus ni prišel povedati, vaš Bog je Jahve. To so vedeli. Ampak stara zaveza je že velikokrat nakazovala na ime očeta, nikoli pa ni to eksplicitno rekla in Jezus je rekel, tisti Jahve, tisti Bog, ki me pošilja, je oče, Aba, očka. In v tako znani veliko duhovniški molitvi v 17. poglavju Janezovega evangelija Jezus 6-krat omeni to besedo in omeni, da je on v očetu in oče v njem, da ga je oče poslal in tako naprej. In tretja stvar, torej Jezus je prišel povedati, da je on pot. Poznamo ta stavek.
Jaz sem pot, resnica in življenje. Ampak Jezus je pot k očetu. Nihče ne pride k očetu razen po Jezusu. Ne? Torej, to je to, ne? Razodevanje Boga kot očeta. Zdaj pa naslednja stvar je, zakaj je dobro poznati očeta. Recimo Derek Prince našteva enih 5 takih zelo koristnih stvari. A ne? Prva stvar je identiteta. A ne? Človek, nasploh govorimo zdaj, človek, ki v življenju ne pozna svojega očeta, da ne pozna svojih korenin, je brez svoje identitete. Človek potem ne ve, kdo je. Kdo sem. Ne vem, če vi srečate ljudi, ampak jaz ogromno ljudi srečam, ki se sprašujejo, kdo sploh sem jaz? Ne? Kva zdaj z mano? Kdo sem? In vemo, da Jezus je svojo identiteto zelo, zelo dobro poznal. A ne? Jezus je točno vedel, kdo je on, kakšno je njegovo poslanstvo in kje so njegove korenine. Če Jezus tega ne bi poznal, verjamete, da ne bi mogel zdržati na križu. Ne? Velikokrat povem, veste, ko mi razmišljamo iz fotelja, kako je to na križu, je to v izi. Če bi nas pa nekdo privezal na križ, samo 1 urco, pa bi bilo hudo. Ne? In če hočemo res videti, kako je to bilo vsej približno, ko sem jaz prvič videl film Mela Gibsona, Pasijon, sem videl, kako je bilo to krvavo. To je bilo brutalno. Včeraj me je, sem rekel tle kolegom, včeraj me je Primož, naš Sešek zvabil, sva tekla okrog PST-ja 34 km. Ne? In tako sva se pogovarjala, ne? In sem rekel, veš, Primož, sem bral knjigo, poleti sem bral knjigo od enega tipa Američana, ki je totalno utrgan ultramaratonc. 180 mil je pretekal v enem kosu. To pomeni, koliko je to, Janko? To je 1,6, ne? To je... Zemeljskih ali morskih? Ne, zemeljskih, ameriških. To je skoraj 300 km, ne? Tekel je neprenehoma 88 ur pa 44 minut. Midva včeraj sva tekla 4 ure. In na koncu sva se vlekla, nisva več mogla. Ne? Sem rekel, Primož, točno to sem rekel. Sem rekel, Primož, ko sem jaz to knjigo bral v fotelju, rečeš, wow, 88 ur. Ampak, ko pa ti 4 ure tečeš, pa se reče, stari, to ni nič, nič se še ni ogrel. A ne? In isto je to, kar sem govoril na križu. A ne? Ko pa pridejo križi v naše življenje, pa vsi jamramo, pa čivkamo, pa imamo, pa samo malo drobtinca, nič. Samo nekaj ti ne gre tako, kot treba. Pomeni, in kakšen je krščanski odgovor na identiteto, ne? Ogromno moških je brez identitete danes. Ne ve, kdo so. Pripeljati moške, ne, torej v oseben odnos z Bogom očetom, po njegovem sinu. To je rešitev. Ne? In potem vemo, da smo Božji otroci, vemo, zakaj smo tukaj, vemo, kdo je naš oče, vemo, da ta naš oče skrbi za nas in vemo, da ta oče bo vedno dobro želel nam in da ima z nami načrt. Pomeni identiteta. Zato je dobro poznati očeta. In če imamo problem, naslednja stvar, ki je tudi povezana lastna vrednost, ne? Mnogi se danes ne cenijo, ne? Imajo tako imenovano slabo samopodobo. Ne? Zato, ker mnogi moški, ne, govorimo zdaj danes o tem, v bistvu nismo imeli pravih očetov. Redki so, ki so imeli zdrave, prave očete. Ne? In imamo te neko notranjo rano, ne? In potem doživljajo razne stvari. Ne? Nisem vreden,
ne zaslužim si, a ne? Ne vem, če mi to pripada, ne? Te besede slišimo, ne? Posebej Slovenci se mi zdi, smo velikokrat tukaj, smo zelo ranjeni, ne? Tudi pohvale ne znamo sprejeti. Hkrati smo pa zelo nevoščljivi. Hkrati bi pa naredili vse, samo da bi nas nekdo opazil in da bi nekdo rekel, stari, dober si. Ne? Evo, te dober si danes. Hvala. Torej, in tukaj nam lahko pomaga, to rano nam lahko zaceli samo oče. A ne? Potem zavest, da imamo, naslednja taka stvar je zavest, da imamo dom v nebesih. A ne? Velikokrat res tako razmišljamo o nebesih. Ja, šli bomo v nebesa. Ampak tako se res, ne? Torej ja, da bomo šli v nebesa, treba najprej umreti. Ne? In ko jaz kaj govorim ali pa rečem, stari, mi se doma pogovarjamo, kako bomo umrli, kako želimo umreti. Jaz sem doma našim rekel, ne me slučajno žgati. Mene ne v tiste piksne dajati. Mene s kostmi pokopajte, pa tudi nad travnikom, ampak pokopajte me. Ne? Ne? Ljudje rečejo, ja, ne me pokopa, da ne bom pol se obračal noter. Ne? Kaj se boš obračal? Torej, ampak hočem reči, ali resnično vidimo nebesa kot svoj dom? To je naš cilj, dragi moji. Mi smo tukaj zelo, nekateri, ki živijo 80-90 let vredo, ampak to je zelo malo. Napram večnosti. In Gospod ima pripravljeno spremstvo angelov, da nas bo tam sprejel. A ne? Četrta stvar je popolna varnost. Ne? Če sprejmemo to, da nas Božji, da nas oče, ne, nebeški oče spremlja, da imamo njega, ne, smo lahko popolnoma varni. Ne? Kako si majhen, vsak otrok, zemeljski otrok si želi, ne, da ga oče objame in da oče da varnost svojemu otroku. A ne? Da ni to nek agresivc, ki se ga otrok boji. A ne? Kaj šele, in postane miren, otrok je miren, ne? Kaj šele nebeški oče, ne? Koliko si to vsi želimo. In potem peta stvar, motivacija za služenje. Ne? Me je prej Tadej vprašal, ko je prišel, a to je vse, kar je tle. Ja. Ampak veš, ne, tudi Derek Prince pravi, velikokrat mi svoj uspeh merimo v številkah. Ne, pa se primerjamo, na teh duhovnih vajah, ta cerkev raste tako, ono tam se je toliko ljudi prišlo in tako naprej. To ne laufa pri Bogu. To ni važno pri Bogu. Zato, ker zmeraj se bo nekdo našel, ki je boljši. In ki bo bolj nafilal neko dvorano in tako naprej. In kaj se pol zgodi? Postanemo ljubosumni. In se začnemo primerjati. Pri Bogu pa ni konkurence. Bog nas ni poklical zato, da smo fajterji med sabo. Kdo je zdaj boljši? Ampak prava motivacija je samo ena. Ko si odgovorimo na vprašanje, ali to, kar delamo, je Bogu očetu všeč. In potem me briga. Ali bo tle 1, ali bo tle 500, ali bo tako in tako naprej. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Juda je pa šel. No, ampak hočem reči, a je Bogu všeč, da smo mi danes tukaj? Ja, všeč mu je. Nebeškemu očetu je všeč. Ne? Zato, ker bomo stopili en korak naprej. In to je glavna motivacija. Ne? Ok. Gremo še malo korak naprej. Ne? 3 vidiki očetovstva. Mi smo duhovniki, preroki in kralji. Temu se reče tudi v katoliškem svetu krstno duhovništvo. Vsi ljudje smo pri krstu prejeli to trojno službo. Duhovniško, preroško in kraljevsko. Ampak očetje smo posebej, moški smo posebej prejeli to službo. In danes bomo z tega vidika predvsem govorili. Ne? Ne? Torej, oče kot duhovnik. A vidiš, to je pa zdaj tisto. Ni nam, zbrisali mi je tisto, kar sem dal noter, ni shranilo. Ok, ima veze. Torej, oče kot duhovnik.
Ok, moje vprašanje je, a se zavedate, da ste duhovniki? Da ste vi glavni duhovniki v vaši familiji. Ni drugega. Janko, zakaj misliš, da ne moreš, ali pa nisi nikoli o tem razmišljal, ali pa ne moreš to tako si predstavljati? Ta termin je rezerviran za druge stvari. Ali v prenesenem pomenu v enem delu mogoče, da bi se pa jaz videl kot duhovnika, ne. Ampak to pomeni, ti gledaš z institucionalnega vidika, ne? Kot, ne, tudi beseda cerkev, ne? Ko rečemo cerkev, ne? Tudi v katekizmu, če bo šel gledati cerkev, ne? Samo en majhen odsek je hierarhična cerkev. Ne? Potem zelo močen tudi koncilski poudarek cerkve je, da mi smo cerkev, mi smo Božje ljudstvo. Mi smo skrivnostno Kristusovo telo, pravi Pavel. In to je cerkev. In če ste vi pazljivi, pri evharistični molitvi, torej, kot duhovnik, naš župnik Tone, recimo začne na darovi molt, a ne, in začne evharistično, ne, to je ko moli posvetilne molitve po kelihu, ne, za kelih, povzdigne kelih, pol pa začne moliti tiste malo daljše molitve, papeža pa vse, ampak tam na začetku pravi, nebeški oče, mi ti darujemo telo tvojega sina Jezusa Kristusa. Torej, mi kot cerkev darujemo Kristusa očetu. Ne samo duhovnik, mi in sebe. Razumete? To bi jaz veselja, da sem imel, kaj še pri namoročnem vencu Faustina Kavska, ko moliš. To. Dobujemo telo in Kri, dušo in božanstvo tvojega sina, našega Gospoda Jezusa. Jaz sprašujem, kako jaz darujem. Ja. Če piše v Bibliji, Bog je tako ljubil svet, da on daroval svojega sina, tebe piše, mi darujemo. Me tako težko razumeti. Ja, ker smo mi cerkev. Ker cerkev. Bog daroval. Ja, ampak to se ponavzočuje. To je pa zdaj ta druga beseda, ponavzočuje. To dejanje ni nikoli končano. To si mi težko predstavljamo, ne? Da je pri Bogu večni danes. Kako je to mogoče, če mi živimo? Mi smo časovno orientirani, razumeš? Pri Bogu je pa večni danes, zato tudi ta daritev je večna in ni konca, do konca sveta se ne bo končala. Pol bo šla v drugo sfero. Ne? Torej, to je večni danes. Ne? Ne boš. Ne se matrati, Ne moreš to v popolnosti razumeti. Jaz sploh ne delam, da hodim v službo in rečem enemu, darujem ti tvojega zaposlenega, plačo pa ne meni. Jaz mislim, da tukaj mi gledamo, ko se pogovarjamo, eno je telesen nivo, eno je pa duhovno. Mislim, da mi ta stvar se nanaša na duhovno daritev, ne na telesno, na duhovno. Ja, ne krvava. Tako, in duhovnost pravzaprav nima, kako je že Jozue, Gospod mu je rekel, da je že dobil narode v posest, da je že dobil. Ja. V Zvedniku piše, da je že dobil, čeprav se še nič ni zgodil. Ja. Ker pomeni, da je on ni prihodnost, rekel sem nekaj, kar si je rekel, da je danes. Večni danes, ja. Tako, in pravzaprav mi doskrat si razlagamo vse te besede, jih pretvorimo v meso, v tvar. Zato si to predstavljamo. Se pa nanaša pa na duha. Če ta vidik gledamo, potem lažje razumemo, da smo duhovniki. Ja, seveda kot oče sem duhovnik, kot mož, delam stvari za svojo družino kot duhovnik. Se pravi, oznanjam, darujem, poučujem. Vse te stvari pa često za svojo družini počnem. To sem pa še reči, mislim, da je to od enega svetnika, ne vem pa katerega, Jezusova daritev je enkratno dejanje in brezčasno. Ne me je težko razumeti, da si pa predstavljate, kako nekdo, ki je katolik, pa ne razume razložitev protestantov, ki nam skozi govori, da malikujemo, ker vsakič darujemo, ker vsakim mašinam. In je to malikovanje za njih. In razumljivo, da je. Če gledaš skozi prizmo tega časa, pa tega trenutka, ne skozi večnost. Glejte, kaj pravi apostol Pavel. V prvem pismu Korinčanom 11.3.
Hočem pa, da veste tole. Možje, Bog hoče, da veste tole. Poslušajte zdaj. Vsakemu moškemu je glava Kristus. Glava ženske, žene, je moški. Glava Kristusu pa Bog. Pomeni, mož v familiji je odgovoren, da predstavlja Kristusa družini. Zato, ker je njegova glava Kristus. A ne? Približno tako gleda, ne? Bog, Kristus, mož, žena. Ne? Tako je Bog postavil, ne? Kakor Kristus predstavlja očeta. Kristus nam je prišel predstaviti očeta, zdaj pa pravi, ok, zdaj pa kaj je pa naloga moža, da predstavlja Kristusa v družini. Torej, to je dober opis delovnega mesta moža. Ne? In zdaj, če hočemo biti, potem naprej, ko bomo razmišljali, če hočemo biti dobri preroki in kralji v svojih familijah, moramo najprej dobro opravljati svojo prvo funkcijo in to je duhovniško vlogo. To je prvo, a ne? In z duhovništvom je beseda, ki je zelo povezana. Katera beseda je najbolj povezana z duhovništvom? Stara zaveza, nova zaveza. Ena beseda je, ki je zelo povezana z vsakim duhovništvom. Kaj mislite? Danes sem že zjutraj omenil, ko smo začeli slaviti. Ali ste videli, ste zamudila? Žrtev, daritev. Tako. Veste, judovski duhovniki so žrtvovali, darovali in imeli so različne daritve. Žgalne daritve, da so žgali, hvalne daritve, da so hvalili, potem so imeli zadoščevalne žrtve, potem so imeli daritve, kjer so samo tekočino prelivali, a ne? Potem seveda nova zaveza pa daritev Sveta Maša, center. Samo duhovnik torej sme darovati žrtev. Zato ima oče kot duhovnik dolžnost, da daruje žrtev za svojo familijo. To je odgovor na tvoje vprašanje. Ti kot duhovnik si odgovoren, da daruješ žrtev za svojo familijo. In zdaj je vprašanje, kako naj oče daruje žrtev. 4 načine bomo omenili, oziroma jih princ omenja. Torej, prvo je, daruje zahvaljevanje. Žrtev zahvaljevanja. Hebrejcem 13:15 pravi, po Jezusu torej Bogu neprenehoma prinašamo na oltar hvalno žrtev, namreč sad ustnic, ki slavijo njegovo ime. Po Jezusu torej Bogu nas Bog kliče, da neprenehoma prinašamo hvalno žrtev. Gre za to, da z ustnicami hvalimo njegovo ime, da ga slavimo in se zahvaljujemo Bogu. In če to razumemo, tu odpadajo potem vse te fore, zakaj slaviti, kako slaviti, meni ta molitev všeč, ni všeč. To od nas Bog zahteva, da slavimo. Ok, so nianse. Lahko slaviš tako, da kričiš, pa da skačeš, pa da plešeš, lahko slaviš, da sediš, pa v miru se zahvaljuješ in slaviš, ampak slaviti Gospoda in se zahvaljevati. In kličemo ime Jezusa na tiste, za katere moramo, in kličemo Božji blagoslov. Zato je ena izmed zelo pomembnih nalog vsakega očeta, da se zahvaljuje za svojo familijo, za svojo ženo in za svoje otroke in da je posrednik za njih, posredniška molitev. Da je med Bogom in svojo familijo. Glejte, kaj pravi Derek Prince. Možje, veliko več časa se Bogu zahvaljujte za svojo družino, kajti, če bomo to storili, bomo okrog njih ustvarili ozračje, ki jim bo olajšalo uspeh.
In zdaj eno tako prvo vprašanje za vse nas je, ali se vsak dan zahvaljujem za svojo familijo, a se vsak dan Bogu zahvalim za svojo ženo in za svoje otroke. Bog nas kliče, da to delamo vsak dan. To je naša naloga. Ena stvar, ki vendar pomembna, pa je težko zgodila. Eno je reči, recimo imam že par mesecev vsak večer hvaležnost, ampak če sem iskren, ne bom te zagovoril, kako fajn delam hvaležnost. Eno, da ti rečeš, ja, hvala ti Gospod, ja, hvala ti Gospod, da mi še dobro, ok, hvala ti. Pa sploh ne čutiš, pa sploh nisi zares hvaležen. Kako to doseči to, ko je korenkovar tudi, da smo navajeni gledati, tudi kaj še ni v redu in si želimo biti hvaležen, ampak je neka grenčina znotri in mi rečeš hvala, pa sploh nešte se res hvaležen. Verjetno, če ustrajaš in prosiš za milost, da te to spuca, enkrat boš res slavil. Ker ene ljudi res tako lepo, tudi preko si moral, no tako lepo tvijeti, ja, Gospod, ti si dober, meni je tako, vem, da je dober, po pomeni je pa še umno. Skaj ni ravno, ok, hvala ti, veš, ne? Je notri to, sej se ne vidi nazvan, ampak notri je nek naboj notranjega dvoboja med dobrim in zlim, ki borba, da si ti je zares hvaležen srca, so dušo in Gospod, hvala ti, ki si mi dal tako čudovito ženo. Ja, zakaj ni, ne? Veš, ne? To recimo, če lahko nekdo pričuje ali pove, kako to grenčino je premagal čez čas, da res vse duše, vse srce slavi Boga, ker je tako dober. Pa kakor smo brali danes Habakuk, da se te doskrat najdemo. Bog, a ne vidiš, krivični pravičnega, to se dogaja, kje si, ne? To ga moram še poslediti. Ampak gledajte, kaj pravi ena izmed modrosti tle naprej. Če se, veliko krat rečemo, stari, zdaj bom pa molil za svojo ženo, da se že končno enkrat spreobrne. Ker želimo, da se spreobrne zaradi tega, da bom jaz kompatibilen z njo, ne? Jaz ne, ampak ona. Ko se bo ona, bo pa dober. Ampak gledaj, kaj pravi Derek Prince. Če se za nekoga ne moreš zahvaljevati, verjetno nimaš pravice moliti zanj. Nimaš pravice moliti zanj. Ni fair. Ni fair, stari, spremeni se, a je toliko grenčine v tebi, da se nisi sposoben zahvaljevati za njega. Jaz mislim, da si takrat na zelo dobri točki, da najprej poklikniš in najprej kesaš ti za svoje grehe. Ker to je tvoj problem. Ena molitev se meni zdi zelo učinkovita. Gospod, podeli mi hvaležno srce. Od tam naprej greš stvari lahko. Pa, če ne boš najprej zase prosil to, da boš to prejel, potem tudi dati ne moš. Zato smo narejeni. Če nisi dobil, dati ne moš. Odpros za to. Zakaj pa ne? Jaz sem dolg časa imel probleme, ker sem imel v mislih, da zase ne smem prositi, da je to egoistično, da je to napuh, ampak roko na srce, če hočem dati nekomu. Ja, kako naj dam nekaj, česar nimam? Odpros zase. Pa ne tisti, da se povzdiguješ, pogrešuješ same sebe, pa ponižnost. Gospod, tega nimam, rad bi dal. Dej mi, Gospod, da bom lahko dal. Jaz sem dolgo leta imel probleme s tem. Vsi to drugi prvi, cela falanga, legija, tistih, za kjer je bilo treba prositi, sam pa, če sem prišel na ta zadnji mest, ali pa sploh nikamor. Ker se mi je zdelo, da to ni prav. Ker sem vas to učil. Da nisi vreden. Ne, ker je to egoizem, napuh, česar se rad z nebu. Ampak realnost, če to v ponižnosti prosiš, pa to nisi predmet napuha, pa predmet ponižnosti, ker se zavedaš, da ti fali. To je zavedanje, da ti fali, ne je zavedanje, hočem biti več, ne. To je moje mišljenje. Torej, prva naloga duhovnika je torej, da daruje zahvaljevanje, ne. Prva naloga nas mož kot duhovnikov je, da se zahvaljujemo vsak dan. Druga stvar je, da oče zastopniško moli. Da je tisti ščit vmes, ki moli. Poznamo zgodbo Joba, je tako?
da naj nekdo najdi Joba. Tam proti koncu. Glejte, samo malo. Job je bil pravičen mož, je tako. Piše tako. In pravi, da je bil zgleden in je bil tudi, to kar zdaj govorimo, zgleden duhovnik svoje družine. In pravi Svetopismo, da je enkrat na teden zbiral vseh 7 sinov in 3 hčerke, da je naredil druženje in gostijo. Enkrat na teden so se dobivali in potem ob koncu vsakega tedna je Job zgodaj zjutraj vstal in daroval žgalne daritve za svoje otroke z besedami. Morda so grešili in niso pravični pred Bogom, zanje bom daroval žrtve. Enkrat na teden je zjutraj vstajal in zastopniško molil za njih. Ne, to je podoba za nas. Ne? A smo pripravljeni enkrat na teden zjutraj vstati in reči, klicali bomo Boga na našo familijo, na naše stvari. In ampak, po boste rekli, ne, zdaj bo kdo rekel, cinično, ampak, Jobu so vsi pomrli. Vseh 7 sinov, 3 hčerke, vse mu je umrlo. Vsa živina je pocrkala. Ne? Kako to? Ampak beremo zgodbo malo naprej. Ko je Job preživel vse hude lekcije, je bil slavno obnovljen, zdaj pa odpri, a imaš? Preberi Job 42, 8 do 10, da bomo videli, kva se na koncu z Jobom zgodili. 42, 8 do 10. A ni tvojega, pol pa ti vzam. Job 42, 8, 10. Za psalmi. Naprej. Psalmi so naprej. Janko bo najhitrej našel. A si našel? Preberi. 42, 8 do 10. Job 42, 8 do 10. No daj, naj preberi, ajde. Zdaj so torej vzkrili 7 juncev in 7 avov. Hodite k mojemu služabniku Jobu in jih darujte v žgalno daritev zase. Moj služabnik Job pa naj moli za vas. Le zakaj njega vam ne bom poplačal po vaši norosti? Kajti o meni niste govorili prav moj služabnik Job. Tedaj so šli Elifaz, Temanec in Bildad, Sukejec in Cofar, Naamčan, in so storili, kakor jim je ukazal Gospod. Gospod se je ozrl na Joba. To pomeni, Job, ne, tiste svoje kritike, ki so ga kritizirali, ni preklinjal, ampak je začel za njih moliti. In šele, ko je začel za njih moliti in jih blagoslavljati, se je zgodila obnovitev njegova. Bomo videli, kje je obnovitev. Kaj je lekcija to? Kadar je on šel skozi vse te preizkušnje in tudi mi včasih v življenju gremo skozi določene preizkušnje, to nas ne sme uničiti, ampak to mora biti lestev za naprej. In zdaj preberi, kako je bil Job obnovljen 12 do 13, vrstica. 42, 12 do 30. Gospod pa je poslej blagoslavljal še bolj kot prej. Imel je 14,000 ovac in 6,000 kamel, 1000 parov volov in 1000 oslic. Imel je 7 sinov in 3 hčere. To meni, Job je dobil 2-krat toliko, kot je imel prej. Pa si predstavljate, 14,000 ovac, 6,000 kamel, 1000 parov volov in 1000 oslic. In novih 7 sinov in 3 hčere. Pa tudi, če se tudi rozpre, tudi 2-krat več, ker so živi v nebesih. Tako.
tako pomeni. Imel je 7, 10 jih je imel v nebesih in še 10 enkrat na zemlji. To je to. To je to. Ampak, to je zdaj ena lekcija. Job ni začel moliti in zastopati za svojo familijo takrat, ko je prišla kriza, ampak veliko, veliko prej. In Job je že pripravil teren za takrat, ko je prišla kriza. No, pomeni, mi ne smemo čakati zastopniško moliti, kadar bo pa frka, takrat bomo pa šli na kolena. A ne? Ljudje rečejo, ja, se jaz molim takrat, kadar mi je hudo. Pa mi je pa dobro, pa ne rabim Boga. To pa odvisine. Ali pa tudi res, da je večerom prišel k Bogu, ravno zaradi tega Jobu 500 delov. Kar pomeni, kolikor bomo držali tega, bomo tudi preizkušali. Ja. Ker tako, kot sem ga razgledal, malo bolj iz povprečja, pač te pride obiskat prej ko slej, ne? Ja. Kar je pa prav, ker zato se v oknu preizkuša, tega se moramo tudi zavedati, ne? Najboljše, če si čipcem, najboljše. Nič nimaš nobenih problemov, če si tako malo mlačen, pa tako, da se zidaš nekje v ljubatki, kako se ti nič ne dogaja. Sam čas mineva. Ampak veš, kaj je problem? En problem je tukaj. Da takrat je tvoja večnost v nevarnosti. Točno tako. Sej, nisem govoril o tem, če nočeš imeti frke, če nočeš imeti, si samo tako, jaz imam svojo izkušnjo, ko vem, da bolj, ko si goreč, težje je, ne? Pa reči, rajš ne bom, kako je prehudo, ne? Nikoli ti ne naloži gospod tazga križa, da ga ne mogo nesti. Če pa padeš, pač postaneš. Ker pol pravi Bog, ne? Bodi vroč ali hladen, če boš pa mlačen. Največja gnusoba, ne? Te bom pa izpljunil. Stari, nisi vreden, ništa, nisi za uporabo, nič se ne upiraš. Bi se vsaj upiral, razumeš? Ništa. Vsaj ko Jakob, ko se te pomalo, ne? Pa pol je pasal. Pol je pa šepal. Celo življenje je šepal. Ok, jaz predlagam, dajmo malo dinamično narediti, da ne bo tako klasično standno. Janko, verjameš, da si duhovnik? Ja. Ne verjameš, daj, imate zvoljen, da boš res duhovnik. Ne. To je eno tako posebno olje iz Jeruzalema. Fant je Hrvat, ki mi je to dal, je rekel, veš kaj imate, to ni za amatere. Za res te igrače. Ne? Tako. Prave mirte. Tako. Predlagam, govorili smo zdaj o zahvaljevanju, kot vlogi duhovnika v zahvaljevanju in očeti kot posledništvo. Dajmo to malo vaditi. Vas povabim. Velik izziv za vas. Velik izziv. Da se na glas zahvalimo za svoj familij. Okay? Na glas, da upamo si reči pred Bogom. Ne? Tu smo sami domači ljudi. A ne, vsi smo tisti, ki smo poklicani. Da Bog, to bomo še govorili, Bog hoče dvigniti vojsko. Bog mora dvigniti vojsko možakarjev, če ne bo svet propadel. Zelo tonemo. In rešitev smo samo moški v tej točki. Zato dajmo pogumno, na glas, zahvalimo se, lahko tudi kaj izmolimo za svojo familijo, ampak najprej bi želel, da se zahvalimo za ženo, otroke, karkoli, situacije, karkoli. Kdo bo začel? Amen, lahko gremo naprej, no, tako da vemo, lahko se usedete, tako da vemo, ne, da je to zelo pomembna stvar, zahvaljevanje in posredništvo. Ok, naslednja stvar, očetek od duhovnika je, da pripravlja pot odrešenja.
Ne? Če beremo, ne bomo zdaj brali, ampak drugo Mojzesovo knjigo, 12. poglavje, ko daje Bog navodila Mojzesu, kaj morajo narediti, da preden bodo izpeljani iz egiptovske dežele, torej iz suženjstva. Tam Bog uporablja, Derek Prince pravi, tam Bog uporablja moško obliko v hebrejskem jeziku. Pomeni, vsa ta navodila naslavlja na moškega. In pravi, kdo je odgovoren za izbiro jagnjeta? Oče, moški. Kdo je bil odgovoren, da se je to jagnje zaklalo? Moški. In kdo je bil odgovoren, da se je ta kri poškropila na podbojih vrat, da ni bilo klanja v tisti družini? Moški. Torej, moški, z drugimi besedami, torej, Bog je dal očetu te družine, te širše družine, duhovniško službo za svojo družino, da jo je rešil iz egiptovske dežele iz služnosti. In to je simbol našega odrešenja. Torej, zdaj, če se postavimo vprašanje, kdo je odgovoren v familiji, da naredi pot odrešenja za tvojo familijo? Ja, jaz pa ti. Moški. Enkrat, ko smo v začetku gledali, ti se ja ne spomniš, ko smo imeli prvo skupino v Podotiku, pa smo gledali tale film Pogumni, pa je bilo takrat, mislim, da 30 moških je prišlo in je na koncu filma en možakar rekel, jaz pa nisem vedel, da je moški tisti, ki je prvi odgovoren, da v familiji nauči otroke moliti. Jaz sem mislil, da je to naloga ženske. Mame. Ne, to je naloga moškega. A ne? In potem naslednja stvar je, torej četrta stvar je, moški kot duhovnik je tisti, ki veruje za svoje otroke. Se spomnite primera iz Markovega evangelija, ko pride oče vojak, stotnik, k Jezusu za svojega epileptičnega dečka, otroka. Vojak, torej on je vedel, torej, kako deluje vojska, oblast, in on je vedel, da če poveljnik reče, gremo, se gre, če se reče, ustavi, se ustavi. Vojska ne diskutira. In je rekel, ni treba, da prideš v mojo hišo, ti samo reci in se bo zgodilo. Ampak v Svetem pismu v Novi zavezi ne boste našli enega primera, ko je Jezus molil za otroke, brez da bi posredovali odrasli ljudje. Jezus nikoli ni molil, to nisem bil nikoli pozoren, Jezus ni nikoli molil za hčerko, za sinove, za otroke, če ni bil zraven oče ali mama ali oba. Deklica, ki je umrla, pa je obudil, epileptičen dečko in tako naprej. Vedno. Pomeni, torej Gospod pričakuje od očeta, če zdaj govorimo iz tega, da veruje za svojega sina in za svojo hči. Uroš, ti si omenil, mogoče so moji otroci zdaj šli malo na... Zdaj je naloga očeta, da veruje za te svoje otroke. To, kar smo mi posejali v srca svojih otrok, to bo imelo rezultate. Slavko Barbarič je rekel, ta duhovnik iz Mečgorja, v familiji, kjer se moli rožni venc, tudi če otroci pol odlutajo, verjamte, 100% bodo prišli nazaj. Zasijali ste. Hudič nima zadnje besede. Pomeni, očetje smo odgovorni, da imamo vero za svoje otroke. Sestra Elvira, ki je zdaj umrla, se spomnite, ki je ustanovila skupnost Čenakolo. Ženska, pazi, ženska. Ni bila moški, ženska. V njeni skupnosti, jaz sem bil eno poletje v Medžugorju en mesec v tej skupnosti kot izkušnja,
kot študent. Njo sploh ni zanimalo, ali si ti veren, ali ti nisi veren. Ali si ti musliman, ali ti si hindujevec, ali si ti čuba buba, karkoli. Ko si ti prišel v njeno skupnost, a ne? Center skupnosti je bila kapela z Najsvetejšim. Rekla, nič ne rabiš delati, ampak zraven mene boš. In jaz bom toliko časa verovala zate, dokler ne boš mogla v ti verovati. Porožni ven smrt. Porožni ven smrt. Ampak toliko časa bom jaz to delala, nič ne rabiš. Samo tle prid, poklekni zraven mene pa bod. Nič ne rabiš. In kaj je bil rezultat? Vsi fantje so se spreobrnili. Vsi morali doživeti. Učinek je ne 90%, 100%. Ampak ona je to verjela. In jaz sem videl tipe, razumete, to so, svi morate predstavljati, to so ljudje, ki so izpeklašli res v blaženstvo. To so, enkrat en spričan rekel, si ti predstavljaš, je rekel. Vsako noč se je budil ob 2 zjutraj. Pomeni, tam je trdo življenje. Jaz sem hotel po par dneh iti, sem rekel, stari moj, kaj meni to treba, izpite se ful hitro naredil, zdaj pa grem tja in tisti kamen tam, hercegovski, točen na soncu sem, mater se s temi džanki, tle mislim, kaj me briga, razumeš? Ampak sem vztrajal in en tip se je, Spličan se je ob 2 zjutraj, pomeni ti si čez dan toliko utrujen, da ti komaj čakaš, da boš posteljo videl, ne? In ti na misel ne pride, da bi se ti karkoli zbudil po noči. In en tip se je ob 2 zjutraj budil in šel 1 uro v kapelo molt in šel nazaj spat. In to je počel že 1 leto pa pol. Sem rečem, Ante mu je bilo ime, sem rekel, Ante, zakaj to počneš? Je rekel, veš, jaz sem v svojem življenju toliko ljudi prizadel, toliko žensk sem prisadil, tokrat sem bil pijan, da sem seksal z njimi, počel neumnosti, delal, vse živo. Ne? Da jaz sem že šel k Bogu in se pokesal, ampak jaz to hodim in prosim Boga, da bi ti ljudje lahko to meni odpustili. In je rekel, in druga stvar, molim za svojo ženo. Pa še ni imel punce, nič ni imel. In se rekel, stari, jaz bi res rad videl to ženo. Koju ženo, kjero ženo boš ti izmolil? In res, čez par let smo jih obiskali in sem videl to ženo. In odlično ženo je izmolil. Ne, odlično ženo. Ne. In potem, ko smo šli na videnja, ker velikrat tam so vici, te fante povabili zraven, ne vem, na Modri križ, Crnico in tako naprej. In jaz sem pol šel z njimi in smo tam bili čist blizu, ne. In enkrat ten reče, a si ti predstavljaš, stari, pred enim letom sem po mestu hodil in delal drogo, zdaj pa hodim tle na videnja, razumeš, ne. Ampak to je to. Sestra je rekla to, kar ti rečem. In če bomo mi kot očetje to naredili, da bomo rekli, v redu, moji otroci so se mogoče oddaljili, ne vem kaj, ono, tretjo, ni to tako, kot si jaz želim, ono, tretjo, pokvaril sem določene stvari, tudi jaz nisem ravnal skozi ok, ampak jaz verujem za njih, jaz bom zastopal, molil, zahvaljeval se to, kar smo se zdaj govorili, potem so naše družine rešene. Jaz to res verjamem. Torej, kakšna je razlika med duhovnikom in prerokom? A kdo ve? Kakšna je razlika med duhovnikom in prerokom? Nasploh. So redno zaposleni, drugi so pa honorarci. Eno je bolj bogočasni, drugo je pa bolj oznanjevanje. Ja, prerokov ljudi je direktno mu je Gospod govoril, se pravi, Bog je direktno njemu govoril, duhovniki so pa tisti, ki so pravzaprav darovali žrtve za v službi, ne? Ampak tako med njima, kakšne je tako, ne, v ja, delno, ne. Zdaj, on da zelo lepo primeru. Duhovščina, kaj naj? Torej, mi kot očetje, kot duhovniki, smo v vlogi, da predstavljamo svojo družino Bogu.
ne? Ker je naloga duhovnika darovanje, žrtev, pomeni, ti nekaj daruješ Bogu. Ne? Ti svojo družino predstavljaš, daruješ Bogu. Preroška služba, prerok pa Boga predstavlja svoji družini. Obratno, ne? Ne? Ti kot prerok v svoji preroški službi predstavljaš Boga svoji družini. Ne? In kako? Z besedami in zgledom. Tako da gremo na zgled, ne? Ta bolj laufa, ne? Pomeni, predstavljamo Boga z vzgledom. To je prva taka preroška naloga. In tukaj je zdaj vprašanje, kakšni smo kot očetje. Ali smo ljubeči, dostopni, sočutni, močni, ne? Če smo taki očetje, taki, kot zdaj sem govoril, ne? Bo otrok si zlahka predstavljal Boga kot očeta. Če pa smo zagrenjeni, jezni, kritični, odsotni, neodgovorni, bomo pa dali otrokom sliko napačno. In otroci bodo imeli kar nekaj dela, da bodo to v svojem življenju popravili. Ali pa mi smo imeli kar nekaj dela, da smo to v svojem življenju popravili. Tukaj je moja osebna izkušnja, ki jo delim z vami. Moji bratje to vejo. To, kar sem zdaj v drugem delu govoril, to sem bil jaz. Jezen, kritičen, zadirčen, sikal sem. Bil, ja. Ker sem se spremenil. Služba mi je bila zelo pomembna. Direktor sem bil socialnih ustanov in tako naprej. Veste, kakšen je bil rezultat? Oziroma, kakšen je rezultat? Moj najstarejši sin pri 17 letih je rekel, jaz v taki družini ne bom več živel. In je šel. In bolj sem se še bolj jezil. Smrkal cen, razumeš, kva si misli in tako naprej. In potem mi je bila, in nisem mogel tega ogledala v sebi narediti, in potem mi je prišla v knjige od, mislim, da Newman. No, Janez točno ve, ko se je to zgodilo, ne? To me je pa res podrlo. Ne? In potem mi je prišla tale od Rembrandta, ne? Slika na tej knjigi od Newmana, oče. Ne vem, kako je naslov, ampak mislim, da usmiljen oče, nekaj takega. Ne? In potem sem dolge mesece premišljeval priliko o izgubljenem sinu. Ali sem jaz, ne, tam se je podobno zgodilo, ne, se veš, vse je zapravo, ne, s prostitutkami in tako naprej, pa v premoženju. In potem se vrnil, ne. Torej, moj sin se še zmeraj ni vrnil, 2 leti pa pol. Ni z mano ene besede spregovoril in blokiral me je povsod. Ne morem ga ne maila poslati, ne klicati, nič. In velikokrat sem se postavil vprašanje, če bo pozvonil in se pojavil pri vratih, kako bom reagiral? Ali ga bom objel, tako kot oče, ne? Naredil žurko, ali bom pa imel. Čelaka pasal. No, čelaka ne more fasati, zato ker je večji od mene, ker je športni košarkaš, ker je 2,5 metra velik, 110 kg mišične mase, tako da ne, tu se ne bi, ne, to pač nimam šans to, ne. Ampak, in veste, da je to težko. Meni je bilo to mesec težko. Tako da sem noter čutil, stari, nič ne bi rekel. In sem kar veliko mogel prežvečiti neke svoje jeze, grenkobe, prizadetosti, užaljenosti, a ne? Ne? Kako to, da se je to ravno meni lahko zgodilo, a ne? Šel je pa na 12. obletnico mojega diakonskega posvečenja.
Ja, to bo. To je učel. Odšel. Na 12. obletnico mojega diakonskega. Na isti dan. Pomeni, če smo mi taki, kot zdaj govorim, ne, je to... Ja, in v bistvu, do česa sem prišel? Ok. Mislim, da me je Bog toliko predelal, da bi bil tiho. Vse tiho bi bil. Po moje bi bil tiho. Po moje ne bi niti mogel nič reči. Ampak, ne, 3 otroci so še doma, ne, in moja sprememba je v tem, da zelo pazim, kaj govorim in kako ravnam. Jaz sem opazil, da moje besede imajo moč, da lahko gradijo ali pa uničujejo. In to v subtilnih stvarih. Tako da oče torej deluje kot prerok z ljubeznijo, ampak moramo vedeti, ne, vse deluje v ljubezni, ne, ampak naša ljubezen, vsak otrok hrepeni po ljubezni, ampak očetova ljubezen je drugačna od materine ljubezni. Ne? Očetova ljubezen daje občutek moči, občutek varnosti, občutek, da je pomemben in da je dragocen. To je vloga očetove ljubezni. Ne? Daje občutek moči, varnosti, ne? Pomembnosti in dragocenosti. To je tisto, kar on, ki nebeški oče reče pri krstu, ne? V Jordanu, pa potem tam na gori spremenjenja, to je moj ljubljeni sin, nad njim imam veselje. Njega poslušajte. Pomeni, ne? To je moj ljubljeni sin, verjamem v njega, je rekel. Stari ima vse kapacitete, ki jih lahko naredi. Verjamem v njega. To je to. Varnost. In če taka ljubezen, torej očetova manjka, a ne, nastane ena globoka rana, ki ji rečemo zavrženost. Občutek, da si nepomemben in nezaželjen. In ta moj sin, ne, najstarejši sin, odličen košarkaš je, vem, zato ker je, mislim, jaz o njem v bistvu veliko vem, ker z manjco je stalno v kontaktu, a ne. V bistvu on igra košarko in se hoče v košarki dokazati, da bi dal občutek, da je pomemben. Ker mu jaz tega nisem uspel dati. In tega je v športu ogromno, ne? Ne? Greš v šport ali pa v neko drugo... V povsod, ja. No, v iskanje priznanja stari nekaj pa sem. Ne? Zdaj pa, a se spomnite Jezusove zadnjega problema na križu je točno to. Zavrženost. Oče, zakaj si me zapustil? Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ne? In Jezus se na križu poistoveti z rano zavrženosti. Svetopismo pravi, da je on prevzel ves greh človeštva in je za nas postal greh. In zelo greha te pripelje tako daleč, da se je celo oče, njegov oče, ne, med katerima je bil intimen odnos, ne, zaprl ušesa in usta in nič ni rekel. In kaj je rezultat potem tega? Umrl je. V tej globoki zavrženosti je Jezus umrl. Torej, Jezus je trpel našo zavrženost, da bi mi lahko bili sprejeti od Boga Očeta. Oče, nebeški oče, nam lahko ozdravi to človeško zavrženost. A poznate ljudi, ki so zavrženi? Jih srečujete, ne? Vsak dan v gledalu. Poznate koga? Tle imamo napisano, tle imamo napisano,
Poznate koga? Ja, ta, pred vami sedi. Tudi ta je bil završen. Tako sedi na tvojem stolu. Ja. Stari, kje si? Ampak, hvala Bogu, Bog me je ozdravljal tega in sem zelo ok. Ampak kakšni so simptomi te rane, ne? To nekaj rečemo, ok, gledate, gibate se in tako naprej. Kakšni so simptomi? Pasivni pa aktivni, ne? Recimo na pasivni ravni so to razne oblike ljudi, koliko je ljudi danes depresivnih, ciničnih, obupanih, nimajo nobene motivacije. Na koncev, ne? Samomorilske težnje, ne? Ok, tu je še cela plejada ponoter, ampak Slovenci smo tle kar visoko, ne? To pomeni, da je to. Potem aktivni so pa, ne? Aktivni taki simptomi te zavrženosti so pa razočaranje, jeza, agresije, zavračanje avtoritete, ne? Naša oblast, imamo mi zdaj oblast, ni avtoritete, stari. Mi plešemo celi dan in noč, ne? Nasilje, kriminalnost in tako naprej. To je to. On pravi, ne, pazite, on je to knjigo pisal pred 25 leti, pravi, da se pogosto ne vprašamo po zadnjih vzrokih kriminalnosti. Ne vem, če so vam to predavali pri kriminologiji. On pravi, da v zahodni družbi je to zaradi tega, ker se očetom ne posreči ljubiti svojih otrok. Ne to, da očetje ne bi ljubili svojih otrok, ampak da ne znajo pokazati ljubezni do svojih otrok. In ljubezen, ki ni navzven pravilno izražena, a ne zadovolji naših potreb. Ja, ta vzgled je kar pomemben. Ne? In tle smo res poklicani, no? Tle smo res poklicani, da se prekvasimo in da gremo naprej. In tu nam naše skupine absolutno lahko pomagajo. Gremo zdaj naprej na drugi del. Torej, zdaj smo govorili z zgledom, zdaj pa govorimo, da prerok predstavlja tudi Boga z besedo. Ne? Z poukom. Ne? Torej, v družini je torej naloga očeta, ne? Da poučuje otroke in ženo o božjih poteh in božji besedi. Zato oče mora biti v božji besedi doma. Ne? In danes je problem v krščanstvu, ne, če greste v cerkev in pogledate populacijo, da ne, se nekako fantom in moškom sporoča, da je krščanstvo nekaj za ženske. Kjer je 80% ali pa 70% žensk. In zakaj se to dogaja? Zato, ker očetje v družini ne opravljamo svoje naloge. Ne? In ker potem tudi v cerkvi govorimo o krščanstvu na ženski način. Ne nagovarjamo moške. A ne? Se spomnite Dona Turbita, ko je bil tle gasilc, vsak profesionalni gasilc, vsak dan je šel v ogenj reševati življenja, pol se je spreobrnil in je prišel v cerkev in mu tam govoril neki ljubezni, o sočutju, stari moj, je rekel, jaz se tle sploh ne najdem, kva je to? Ne? Ali pa slikce razne, ki jih vidimo Jezusa z ženskimi nežnimi rokicami in tako naprej. Ma to ni bil pravi Jezus. Če je Jezus z Jožefom delal v delavnici, stari je imel žulje zagotov. Ali pa ni delal. Ne? Jaz verjamem, da je Jezus bil pravi dec. Ne? Da ni bilo z njim dober se zafrkavati. A ne? Ki je vzel bič, pa je usekal. Ne? Torej, z drugimi besedami, Božja beseda, dragi možje, mora biti prisotna v našem življenju in to dnevno. Sveta maša, spoved in zakramenti morajo biti prisotni v našem življenju. In opazni. Ne? In oče v vsaki družini je avtoriteta, od katerega prihaja Božji pouk. Torej mi, kot očetje, smo dolžni, da določene stvari govorimo in povemo. In
v življenju ni ne tako, mi velikokrat krščanstvo živimo samo tako ob nedeljah. Ne? Krščanstvo ni samo za ob nedeljah, krščanstvo je za vsak dan. In mi moramo vsako življenjsko situacijo uporabiti za pouk, da otroke in druge pač v družini učimo, ne? O tem. In ponavadi se veste, ne? Če vsi otroka poklical, pa rekel, zdaj ti bom pa nekaj zelo pomembnega povedal, te ne bo poslušal. Najbolj pomembne stvari se rečejo mimogrede. Ko nekaj delata, ko nekaj ono, tretjo pol ti njemu prepoveduješ, ko ribe lovite, ko ne vem, ko ste na morju, ko ono, tretjo, takrat mu ti spuščaš svoje stvari in takrat pripelje svoje stvari skupaj. Druga pomembna stvar je, zelo pomembna stvar je, da naše otroke vključimo v našo duhovno življenje. Če otrok ima neke težave, ne to skrivati, ampak reči, ok, dajva, moliva skupaj za to. Ne? Recimo našo Klaro v šoli zdaj je 7. razred in je pač bolj taka zaprta in je ne sprejemajo. Ne vem, zaveste, punce, mini bullying, svašta se dogaja. In mi rečemo, ok, v redu, dajmo molit, Klara, dajmo skupaj molit. To je tvoj problem, dajmo molit. In molimo zdaj, vsak večer, za prijateljce, za ono, da bi jo sprejele, da bi se ona upala odpreti in tako naprej. Torej, duhovnega življenja ne rabimo skrivati pred otroki, vključimo jih. Ne? Kaj ti šele takrat bodo zrasli v prave vernike? Kje se bodo to naučili, če ne doma, ob nas? In naslednja stvar, otroci potrebujejo izkušnjo, da Bog uslišuje naše prošnje. Da je Bog živ. Prinesel sem sabo, evo, mi smo pred par meseci oblikovali en tak listek. Kakšne so naše liste želja za Boga? In okvirčke, kdaj je to izpolnjeno, ne? Res. In kar nekaj stvari se je izpolnilo. Evo, glej, Jonatan si je želel kamero, tu ni kljubce, še ni prišlo na vrsto. Imamo želi si velikega psa, imamo malega psa, veliki pa še ni prišel, pač ni prišel, ne. Želel si je neke posebne čevlje, kljubca dobil, ne. Potem, jaz sem takrat, ko še ni bilo ustanovitev podjetja, smo ga ustanovili, kljubca, ne. David se vrne domov, ni še kljubce. Ne? Ribe, želel si je ribe in je res dobil na en tak poseben način akvarij, kljubca. Potem, da ne naštevam vse, Laurin napredek v odbojki, kljubca. Nova bunda Jopica, Jonatan, kljubca. Aha, takrat smo molili, ki je bil Romeo pri nas, njemu se je po nekem čudnem zgodbi, on je imel nekega Appla in se mu je ekran zlomil. Počo. In to je bil kar velik strošek. Ne? Mislim, da okrog 1000 evrov, ne, takrat, in ga nismo imeli in smo tudi prosili in preden se je vrnil nazaj v Indijo, mu je na Hrvaškem so mu dali toliko denarja, da lahko si to popravil. Kljubče, smo tudi za to molili. Ne? Potem ura oči, kljubca, evo jo. Ne? In tako, no, skratka, ne? In to mi velikokrat zvečer damo tako na mizo in rečemo, ok, hvala ti, Gospod, vse, kar si naredil, otroci, a veste, da je to vse Bog naredil za nas? Ja, glej, kako kljubce, ne? In želimo si še to in to, v redu, ok, napišemo ali pa molimo. Pomeni, otroci rabijo vedeti, da je Bog živ. In Bog je živ. Ne? Ok. In gremo naprej. Naslednja stvar, komunikacija v obe smeri. To je naloga preroka. Ne? Torej, ne samo, da zdaj mi otrokom dajemo neka navodila, ne? Nečim formalnim, okostenelim in tako naprej, ne? Ker to se jim bo uprlo, ampak da pustimo, da nam tudi oni govorijo. Včasih nam govorijo zelo neumnosti ali pa protestirajo in tako naprej. In se treba kar fajn sapo zajeti, pa malo vode v usta dati, da ne govoriš preveč, ne? Da lahko poslušaš, kaj ti otroci govorijo, ampak to je zelo pomembno. Ne? Torej, otroci morajo govoriti, mora biti komunikacija. Ne? Velikrat so meni otroci v prihodnosti tudi
Ne? Ti misliš, zdaj sem jaz gazda, zdaj, stari, ko bom povedal, to bo. In kaj si mi otroci velikrat rekli? Stari, ti nas nikoli ne poslušaš. Ti kar naprej veš, kaj bo in tako določiš in tako bo. Ja, pa res sem tako ravnal. Ne? Se zdaj še zmeraj na koncu jaz odločim, ampak jih poskušam poslušati. Malo dlje časa traja, malo ušesa te že bolijo, vse sorte se dogaja, ampak dobro. Ne? Otroci morajo povedati. Kaj češ? To je zelo dobro, pol pride, ko otroci grejo od doma. Potem pa lahko rečeš, kar češ. Takrat pa nimaš več, da sediš več na kuči, pa nimaš več uzde v rok. Ja. Koliko so tvoji otroci? Tvoji so že šli? Mlajši je 20, te velike pa 27. Aha, tvoji so šli, ti imaš te izkušnje, ja. No, zdaj da to male še nima. Ja, Pa tudi ne je bilo, no. ja. Torej, in ti prerok, potem, ko otroci vidijo, Ja. potem še nisem slišal besede. Nikogar, ki bi govoril, kaj je zdaj očetova vloga, otroci, ko grejo. Kaj vam je zdaj še započeti? Vsi so šli, jaz sem svojega redu, jo za enkrat, 3-krat na mesec, na letnik, pokličen tam, za praznike, pokličen za rojstni dan, je to dost? Kako sem me še nedolžen, treba, konc koncev sem že zmer oče, ali tega ni treba več? Kako oni še naprej moj izgled vidijo? Sem duhovnik. Torej, kaj pa potem, ko je hiša prazna? Kako biti potem vseh treh velikih? Dok so majhni, te občudujejo, so stari 15 let, te zavračajo, so stari 20 let, te ni več na radarju. Kaj zdaj? Ampak po moje duhovno si lahko zelo z njimi povezan. A veš, v duhovnem svetu, ne, ti lahko še zmeraj vsak dan za njih moliš. To absolutno, ampak a samo to? Ja. Ali samo to? Ne? Zdaj, jaz sem iskal po Svetem pismu nek vzorec, kako zdaj kaj, ne? Najdeš nekaj v Davidu, nekaj v Jošu, nekaj v Abrahamu, v Mojzesu, posod v pol Novi zvezi, ampak tega pa nisem še nikjer najdel. Kaj potem, ko otroci grejo od doma, kdo sem zdaj jaz? Da sem res samo še mož svoje žene, da poskrbim za starele starše in potem lahko uživam sadove, česa? Ne vem. Ne, to je tako odprto vprašanje, ker mislim, da bi bilo zelo dobro je tudi nasloviti, ker mnogo možakarjev se čujem, ki imajo že otroke proti temu, ko že grejo, pa so že šli. Tisti, ki so pa mlajši, kot ti govoriš, so pa vpeti še ogromno nekih stvari, ki za njih pripravljamo. Kateheze, itd. John Eldridge govori v tej knjigi, v tej zadnji knjigi, kaj? Bojevnik, kralj in modrec. No? Da je človek, ne, more priti, ne, iz vloge kralja, ko ti obvladuje zadevo, v vlogo modreca, ko si nekje malo v ozadju, a ne? In čakaš, da pride nekdo po nasvet, te kaj vprašati in tako naprej. Ne? Se mi zdi, da se v tej vlogi treba izgraditi, ne? In da tudi, če nisi nazven tako aktiven, recimo izkušnja, ki jo imam jaz, je, celo srednjo šolo sem hodil k babici, ki je bila stara 80 let. Vse vikende sem šel k njej. Ampak zakaj sem šel jaz k njej? Zato, ker mi je bila tako modra. Bila je izredno duhovna, modra, poslušala me je in veliko modrih stvari mi je rekla. In mene je vleklo k njej. Bakica, ki je eno kravico pasla, pa rožne vence molila. In to je to. Nič več aktivna in tako. Pomeni, je pa to problem v družbi, zato ker mi, stari ljudje, so breme. Ne, veš, ni to več tako, stari ata v familiji, ne, to pa je nekdo, ki se ga posluša, zato ker ima toliko izkušenj. Starega ata treba dati v dom, tle, ne, da ga ne bomo gledali, zato ker je breme. Ker ga treba paziti, da nam ne bo kam šel, ki je mogoče malo tako, ki ima skozi nekaj komplicira in tako naprej. Ne, a razumeš? Tako. Ja. Ne. Ja.
jaz se zelo težko strinjam s tem. Jaz imam recimo zdaj večji vpliv na moje, so že vsi šli, ne, tudi štirje, kakor sem imel pa prej. Jaz pride hčer, vse svoje težave, hodil v hribe, laufal, karkoli, ne, bistveno večji vpliv imam zdaj, kar sem imel prej. Tudi sem ljudi, da je šlo to kar samo po sebi, z dneva v dan. Zdaj je pa to resno. Tako res, kot neko modrec. Vpliv je pa večji, ne? S tem, da imaš tudi lahko vnuke, ne? Vozijo dnevno, ne? Zdaj pa, da če pa otroci ne prihajajo, ne? Pa prej naparka narejem, ne? Zdaj imajo zaupanje. Res pa, da to si ni, ne vem, če je to svetopisemska, no, tako hodijo, ne? Svetopisem so vsi 40 let stari umrli, ne? Spitak spod, tudi ja nisem koli prišli. Nisem imel teh problemov. Kako? Če je Abraham 120 let. To. No, to so svetle izjeme. Ok, pomeni komunikacija v obeh smeri. No, gledaj, otroci ne morejo to čutiti, ne? Da oni pol ne rečejo, aha, stari, samo da bom večji, pa grem, da se ga znebim. Ne? In potem četrta stvar preroka je, rešite svojo družino v poslednjih dneh. Živimo v zelo podobnih trenutkih, kot je bil Noetov čas. Ne? Ampak Noe je takrat bil rešitelj, ne? Za familijo in tisto obdobje. In kaj pravi Sveto pismo? Da se je zemlja napolnila z nasiljem. In to je danes, ne? Z nasiljem. Ne? In zato je prišel potem potop in zato je potem Noe te stvari. Torej, potrebni so danes očetje s preroškim duhom, podobnega kot je imel Noe, da bodo občutljivi na nevarnosti, ki nam grozijo, a ne? Na naše družine in da bomo znali naše družine zavarovati in stopiti naprej. Ne, ker to, ne se to veste, to ne rabimo razlagati, ne, torej to, da zdaj ta nori feminizem, ne, raste, ne, to ni samo problem žensk, to je problem nas moških, ne. Zdaj, mnoge ženske se opirajo zato, ker so ranjene, a ne, pa se neki z moškimi bojujejo, a ne. Mnoge ženske hočejo biti neke alfa samice, ne. Ampak na koncev, ko one to dosežejo, poznam veliko primerov, družino, razumeš, ki ženske hočejo prevzeti vlogo moškega, ne. Na koncev niso zadovoljne in sikajo dan in noč, stari moji. Če se ne ločijo, se samo sikajo in so nezadovoljne, zato ker niso v svoji vlogi. Ker vsaka ženska, ne, si želi varnosti, si želi nekdo koga, ki ji bo zaščitil, ne, si želi tega občutka nekoga, ki ima moč, a ne, in moč, duhovno in tudi telesno, je Bog namenil moškemu, a ne. Tako da tukaj moramo res prevzeti, in niso ženske tiste, ki branijo dom. Branijo dom pred nevarnostjo možakarja. A ne? V Svetem pismu imamo veliko primerov, kjer je zapisano, ne, da moški od 18. do 60. leta so tisti, ki morajo iti v vojsko, ki morajo dati v zakladnico, tempelsko in tako naprej. To je naloga moških, ne? Ok, preroki. Izziv, ne? Zelo dobra izziv za nas. In zdaj oče kot kralj. Naloga kralja, ne, očeta kot kralja je, da vlada svoji družini v imenu Boga. Ne? Pavel pravi tam, če hočete, se spomnite, če hočeš biti voditelj v cerkvi, ne, Pavel daje en pogoj, najprej to upravi v svoji privatni cerkvi in to je dom. Kako boš ti vodil cerkev, če ne moreš voditi svoje družine in svoje žene in svojega doma?
in svojih otrok. 1. Timoteju pravi, tak mož mora dobro voditi svoj dom, otroci mu morajo biti podrejeni in vsem spoštljivi. Jaz velikrat mojemu Jonatanu rečem, 10 let je star, saj veste, vse sorte, ne. Rečem, Jonatan, moram te naučiti pokornosti, podrejenosti. Če ti ne boš podrejen meni, kako boš ti podrejen avtoriteti in kako boš ti podrejen Bogu? In mali me gleda, nič bili jasen. Ne? In včasih kakšne stvari zahtevam, rečem, Jonatan, to moraš narediti, zato ker moraš se podrediti. Ne? Tukaj ne rabim razlagati, kakšna neumnost je permisivna vzgoja, ne? Ki je bila tam 80 leta in tako naprej. Ne? Totalna neumnost. Ne? Torej, grška beseda, svetopisemska, za voditi pomeni stati pred in stati na čelu. Ne zadaj, ampak spredaj. Pomeni vladati, voditi, varovati. Pomeni torej, da je oče na čelu doma in ne mama. In oče se postavlja med družino in pritiske in nevarnosti od zunaj. Ne? In da Bog lahko računa na očeta, torej oče je tudi tisti, ki mora v svojem domu postaviti tudi neke določene norme. Seveda, prej se posvetuje z ženo, ne? In super je, če sta tukaj soglasna, ampak voditelj na koncu mora odločiti. A ne? In recimo, ne, to ne, neka osnovna pravila doma morajo biti, ne. Recimo, pri nas je eno osnovno pravilo, v nedeljo ne delamo. Ne bomo delali. Nič velikega ne bomo delali. A ne? Potem, kdaj bo družina jedla skupaj, ne? To smo določili. A ne? Kdaj morajo otroci zvečer priti domov, tudi najstniki, to smo določili, to sem določil. A ne? To so neka jasna pravila, ki morajo biti. Ne? Kdaj, koliko se gleda televizije in tako naprej. No, skratka, morajo biti nekaj, ne more kar biti vse prepuščeno, nekdo more, ne? Včasih so rekli gospodar, ne? Ja, to je to. Ne? Najslabše je, če je žena brez pastirja in brez gospodarja in familija brez pastirja in brez gospodarja. To je kaos. Ne? In to ni samo očetov privilegij, ampak dolžnost, ki nam jo daje Bog. Ne? In o tem bomo dajali odgovor Bogu. Ne samo, kaj smo narobe naredili, Bogu bomo dajali odgovor, česar nismo naredili kot očetje. Glej, kaj pravi, v nebeški, pomeni v nebeški družini, v nebesih vlada red, ne? In sin je mogel biti poslušen očetu. Hebrejcem 5:8 pravi, čeprav je bil sin, torej Jezus, se je iz tega čeprav je bil torej sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti. Torej Jezus, ki je bil Bog in ki je bil sin očeta, se je mogel učiti poslušnosti. Kaj šele na zemlji, v zemeljskih familijah in tako naprej. Torej, moramo učiti poslušnosti svoje otroke in temu se reče z drugo besedo disciplina. Brez discipline pa ni nič. Brez discipline ni osebnega življenja, osebne molitve, brez discipline ni, si predstavljate v poslu nedisciplina, kaos, ni nobene učinkovitosti, a ne? Si predstavljaš Valentin tebe brez discipline. Obravnava je, ni, zamudiš, ne prideš, oni obljubiš, ne napišeš, mislim stari. Jutri si na zavodu za zaposlovanje. Propadeš. Ne?
brez discipline ni družinskega življenja, neč prideš, odideš, stari, 2 dni spiš doma, 3 dni ne spiš doma, stari, kaj žena ti reče, stari, gremo k odvetniku na razgovor. No, skratka. Mnogi se srečujemo s tem, da nam morda v življenju ni uspelo. Upam, da je med vami čim več takih, da vam je čim več uspelo, ampak jaz sem med takimi, ki mi tudi ni uspelo. Okay? In zato je prav, ne, da se ob takih dnevih, kot je danes, se ustavimo in premislimo, torej, kje smo, kakšna je svetopisemska slika o meni, kaj bi naj oče delal in kakšen naj bi bil. In ni treba, da reagiramo prehitro. Aha, kljubca, v redu, ok, nisem sem, ne, krivda, katastrofa, ne, ali pa super sem. Bomo to danes dali tam, pred Boga. A ne? Verjamem pa, da noben ni popoln. Ne? Kot sem rekel, da smo možje pogosto krivi grehov opustitve, to, kar ne uspemo storiti, pa bi mogli. Na 3 področjih. Ne? Duhovniški, preroški in kraljevski. Ampak vesela novica je to, ne? Da Bog nas ne preprečuje v naših grehih, da bi nas obsodil, ampak da bi nas usmeril k zdravilu, ne? Ki se nam daje po križu Jezusa Kristusa. Iz križa Jezusa Kristusa izhaja vse. In obstajata 2 preprosta koraka, ne? Kaj lahko naredimo, če nam ni uspelo. Ne? V 1. Janezovem pismu 1.9 beremo. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. 1. Janez 1.9. Torej, najprej je potrebno iskreno priznati in izpovedati svoje grehe Bogu. In nam jih bo odpustil. Če so to grehi za spoved, ne, je potrebno se dvigniti in iti v spovednico. Ne. In Bog pravi, ne samo, da nam bo odpustil grehe, občutka krivde in neuspeha nas bo zdravil. Koliko ljudi danes živi z občutkom krivde? Zato moramo očetje biti vzor, da naši otroci tudi vidijo, kako se kesamo in kako tudi gremo v spovednico. To pa res lahko prečujem pri nas, ne? Jaz hodim k spovedi vsakih 14 dni. In vidim, da brez da bi veliko govorili, naš mali Jonatan, 10 let, ne, jaz tam se pri oltarju vidim, kaj se dol dogaja, ne, in vidim, mali Jonatan gre spovednico, 10 let. Gre. Se zelo hitro gre ven, ne. Ampak gre not. Naša Laura, 17 let stara, gre v spovednico. A ne? In druga stvar, grehi so pogosto povezani z našimi bližnjimi in te odnose moramo urediti z njimi. Se pokasati, prositi odpuščanja in se tudi globoko upravičiti. Jakob v svojem pismu 5.16 pravi, izpovedujte grehe drug drugemu in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima namreč dejavna molitev pravičnega. Mi rabimo ozdravitev, ne? Ne? In če izpovemo svoje grehe, ne bomo poniženi, ampak bomo postali ponižni. Ne? Mislimo, stari, to se mora zdaj ponižati. Ne, ponižni bomo postali. In nihče drug nas ne more narediti ponižne, celo Bog nas ne more narediti ponižne, če to naredimo sami. Bog nas lahko disciplinira, ne more nas pa prisiliti. Ampak obstaja to zdaj, ne? Sašo je že malo bolj izkušen, ne? Ti, a ne? Pomeni, ampak če nismo se pripravljeni ponižati, nas bodo okoliščine ponižale, katere nimamo pod kontrolo. Življenje nas bo pripeljalo, ne, si to potem
ta pregovor pravi, za vsakega raste šiba, ne? A ne? Ampak življenje nas bo pa prisililo, ne? Da bomo tle. Pomeni dve stvari. Osebna spoved k Bogu in odnosi z svojimi bližnjimi. In da končamo z eno veselo novico, ne? Lahko vam uspe. Lahko nam uspe. A verjamete, da nam lahko uspe? Lahko nam uspe. Pa uspeva nam. To je veselo sporočilo. In zdaj je čas, da se odločimo. Amen? Amen. Torej, obrnimo hrbet svojim neuspehom in se predajmo Bogu za službo očeta. Vsak lahko reče, zaprimo oči. Kaj dajmo zdaj narediti? Zaprimo oči in lahko rečemo. Ne rabite ponavljati za mano, samo lahko v duhu spremljamo. Nebeški Oče, mi se ti zahvaljujemo, da lahko nam uspe, da si nam dal to veliko nalogo, da smo očetje. In v tem trenutku zavračamo in se obračamo stran vseh svojih neuspehov. In jim mahamo v slovo. Poslavljamo se od teh neuspehov, od teh ran, od teh stvari, s katerimi smo se vrteli mogoče leta in leta. In se obračamo k tebi in se ti predajamo v službo, ki nam jo daješ, da smo možje in očetje po tvoji podobi. Amen. Pomeni, prva stvar, ki jo moramo narediti, je, da zavzamemo svoje mesto kot glava svoje družine. Zdaj osvajamo mesto. Osvajamo ta prestol, da si glava družine. Tudi, če so že odšli. Še zmeri si ata, še zmeri si glava družine. A ne? In potem ti bo Bog začel dajati avtoriteto. In Bog nikoli ne daje odgovornosti brez avtoritete. In nikoli ne daje avtoritete brez odgovornosti, ker to bi bil metek v prazno. Bog ti daje avtoriteto. Prej sem že omenil, se spomnite stotnika, ki se zaveda avtoritete v vojaškem smislu in Jezus ima avtoriteto v duhovnem smislu. In Bog nam daje avtoriteto v duhovnem smislu. Oblast nam daje. In oblast zmeraj prihaja od višjega dol. In kdo smo rekli, da je naša glava? Kristus. Kdo je glava Kristusov? Oče. Pomeni, mi imamo avtoriteto od šefa vseh šefov. Od predsednika vseh predsednikov. Od Boga. Od Kristusa. A to je ona, to je oni vic. Ne, to je oni vic, da če ti Jezus ne bo pomagal, ti Anton Padovalski zagotovo lahko pomaga. A ni una. Jezus, prosim, pomagaj mi, če mi ponoviš, bom tvoja mamica špecel. Ampak. Ampak tisti, ki je brez greha, najprej vrže kamene, ne? Amen. Pa Marija vrže Jezus. Kaj je? Ampak, poslušajte, vaša oblast je v tem in je odvisna od tega, če se mi podredimo Kristusu. Mi kot očetje se moramo podrediti Kristusu in potem bo preko vas, preko nas tekla ta avtoriteta in Božja moč v našo družino. Če nismo podrejeni Kristusu in če živimo dvojno življenje, bo to teklo v našo družino. A ne? To, če ne govorimo. Velikrat sem slišal žene, ki so rekle, vem, da mene moj mož vara, čutim. Ni ga dobila na delu, ni ga videla, noben ni to rekel, pa ve. Ne moramo živeti dvojnega življenja, ne? V duhu se to čuti. In v duhu se čuti tudi avtoriteta. Lahko mi ne vem, kako še šopirimo in ne vem, kaj delamo, če mi ne bomo potrjeni Kristusu, ne bomo imeli prave duhovne avtoritete.
Lahko vpijamo, lahko galamimo, lahko mečamo stole po mizi, vse, mislim, po sobah in tako naprej, ampak ne bomo imeli avtoritete. Torej pomeni, zavzamemo svoje mesto kot glavo družine. Druga točka, zaupajmo Bogu za milost, ki jo potrebujemo. Bog nam daje dvoje, milost in usmiljenje. Usmiljenje je to, kar smo govorili, za naše grehe, to, kar smo ga usračkali, je usmiljen, nam odpušča. Milost je pa za naprej. Tam, kjer se naše možnosti, naravne možnosti končajo, tam rabimo Boga. Kaj je definicija milosti? Se spomnite iz verouka. Tone je zadnjič prejšnjem delu govoril. Milost je nezasluženi Božji dar. Je dar Boga, nezaslužen. Ampak imam boljšo definicijo za vas. Milost je nadnaravna moč za nadnaravno življenje. Nadnaravna moč za nadnaravno življenje. In mi kot očetje rabimo nadnaravno moč, moč Svetega Duha, če hočete, za nadnaravno življenje. Tam, kjer smo slabotni, tam, kjer ne moremo, da tam živimo. Če mislimo, da ne moremo živeti kot očetje to, kar smo danes govorili, rabimo milost, rabimo Boga. Ne? Oče, Jezus, pomagaj mi, da bom znal biti duhovnik, kralj in prerok, da bom znal ljubiti svojo ženo, da bom znal voditi svojo družino, da bom znal to, da bom znal to. Ok? Nema. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Je angel Gospod oznanil Mariji, je ona spočela od Svetega Duha. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. Marija je rekla, glej Božja sem dekla, naj se mi zgodi, kakor angel veli. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. In sveta beseda meso je postala, med nami prebivala, je Jezus ime. Češčena si Marija, je angelski glas, zadnja ura bila, Marija prid po nas. Poglejmo še ovice na verne dušice, usmili se Jezus, jih reši iz vic. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija prid po nas. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pomeni še dve točki. Tretja stvar, preučite svojo delovno mesto. Ne? Torej to, kar smo zdaj govorili. Proučujmo to. Ne?
Vržimo se v Božjo besedo in preučujmo, kaj nam Bog, kakšne naloge in dolžnosti nam tudi Bog daje v smislu te trojne službe. Boste zelo zanimive primere našli v Božji besedi. In četrta stvar, da nam lahko uspe, je, namenite svojemu delu čas, ki ga zahteva. Tukaj vstaja vprašanje, kako si razporejamo svoj čas. Kakšni ljudje rečejo, nimam časa. Nimam časa moliti, nimam časa ono. Veste, kaj je fra Slavko Barbarič rekel? Lažeš. Vsak ima 24 ur časa. Vsi imamo enako časa. Vprašanje je, kaj so tvoje prioritete. Torej, ali imamo čas za otroke in družino, ali je ta čas relativno majhen in rečemo, aha, se jaz malo preživim svojo družino, ampak to zelo kakovostno. 15 minut, ampak stari, na power. Ampak ljubezen se meri v posvečenem času. To je kriterij. In vsak otrok hoče občutiti, da so mu njegovi starši na razpolago. Da so tu, ko jih potrebuje. Kako bi se počutili, če bi naš nebeški oče rekel, veš kaj, jaz imam malo časa zate, ampak kakovostnega. Ne? Samo v tem času sem ti na razpolago. Teh 15 minut sem ti na razpolago, če zadaneš, če zgrešiš. Sorry. Ampak vidite, koliko smo lahko hvaležni. Naš nebeški oče nam je na razpolago kadarkoli, po dnevi, po noči, kadarkoli. Samo što ne znam. Ja, lahko da se ne zavedamo. Ampak kadarkoli. Na polno. Ne? Pa zelo težko rečemo, stari, on pa res nima dela. Za cel svet mora skrbeti. Vse, kar je ustvaril, mora se brigati. Za vsak las na naši glavi pravi, da skrbi. Koliko se mu ne zarola, to mu ni jasno. No, se jih ima vedno ne skrbeti. Ok? In zdaj imamo vprašanje. O tem se bomo danes pogovarjali zdaj, še pred kosilom predlagam, ne? Ja, štiki naročil, kako. To ti ne skrb, to je že vse pod kontrolo, Janez, mimo tebe. Žal, tako je. Glej, pomeni, te 3 vprašanja imamo, ne? Torej, malo se slabo vidi, ampak vse se vidi. Ali sem kot duhovnik svoje družine zvest v redni vsakodnevni zastopniški molitvi in kako pogosto se Bogu zahvaljujem zanje, to je prvi sklop. Drugi sklop glede preroka, ali predstavljam, kako dobro predstavljam preroka, torej kot prerok predstavljam Boga v svoji družini, ali sem jim predstavljal podobo ljubečega Boga v nebesih, ali sem predstavljal to, ali pa sem predstavljal neprivlačno karikaturo. In tretja, ali kot kralj vladam družini v imenu Boga, ali sem jaz tisti, ki sem postavil osnovna pravila v družini, kako vodim svojo družino notro.